odsotni. Eden je prisoten, ampak odsoten duhovno. In tako gremo od 3, pridemo do 4, ki sem jaz. In zdaj tako je, predstavljanje člankov je zmeri taka stvar, ne. Lahko tukaj začnemo govoriti in postane duhamorno, dolgočasno in tako, ne. Zdaj dejansko je velik izziv in problem, kaj povedati, da se ne boste dolgočasni, ne. Tukaj je zmeri ta problem pri takih predstavitvah, ne. Zdaj, v bistvu, moj naslov je Simulakr je njegov človek. Simulakr pojem od francoskega avtorja Jeana Baudrillarda, ki je letos umrl. In v bistvu to je en del, iz česa sem jaz delal diplomo, in to sem nekako priredil, za temo, ker če govorimo o komunizmu danes, govori, kje se te ljudje, kje so te ljudje, ne, v kakem prostoru se nahaja. Ne. Zaradi tega je zanimivo, kot danes rečemo, da nismo več v modernizmu, smo v postmodernizmu. In ene izmed teh pojmov so hiperrealnosti, simulakri in take stvari. Se ogromno govori o teh pojmih, ampak dejansko, če dobro pogledamo, ne vem, če razumemo te pojme, ki govorimo. Zdaj, v bistvu, na kratko bi jaz predstavil samo, kaj pomeni ta pojem simulakra, zato ker človek zmeri izhaja iz označuje in osmišlja svet čez neke znake. In kakšni so te znake, se spremenijo skozi zgodovino. In zdaj, da skrajšamo zadevo, kaj je sam ta pojem, je povedal na eni zgodbici od način to, je povedal tako. Kot je ena zgodba od Borgesa, ki pravi, da je en cesar nekoč velel svojim kartografom, da nariše čim bolj popoln zemljevid cesarstva. In kartografi so vzeli to delo tako resno, da so narisili tak zemljevid, da je prekril celotno ozemlje tega cesarstva. In za tonom cesarstva se je še karta začela cefrati v ruševine, tako da je na koncu ostalo samo še malo koščkov te karte opuščave. Danes, o tem, da se navežem, kot je govoril Luka, pa je to v bistvu ta metafora, ko rečemo, je zdaj tukaj, to je to osmišljenje sveta, je bila ta karta. Ne? Danes pa ni problem, da narišemo karto, ampak nimamo več ozemlja, v katerem se nahaja karta. Imamo samo pomen, imamo samo informacije, imamo samo besede, imamo samo to, nimamo pa nekega trdnega ozadja na temo. Tako da, v bistvu, kaj pomeni zdaj ta simulakr? To je rezultat neke simulacije. Zdaj razlika, da razumemo, kaj pomeni simulacija, kaj pomeni to, da to nastaja iz niča, to, ker toliko lahko opletamo s tem, ampak dejansko, kaj pomeni je to, da moramo gledati razliko med pretvarjanjem in simuliranjem. Če pretvarjamo, naprimer, mi se pretvarjamo, da smo bolani. Se uležemo v poslo in se delamo, da smo bolani. Ampak dejansko so zdravi. Če pa simuliramo, da smo bolani, pa proizvajamo samo simptome bolezni in dejansko zbolimo. In potem zdaj, kje je zdaj razlika? A mi smo zdravi ali simuliramo bolezen? Kakšna razlika med tem, če mi simuliramo bolezen, a smo dejansko bolani? Če smo sami si izmislili, smo se proizvedli od tega, da smo bolani, postanemo res bolani. In tukaj je ta razlika, ki ni več en navidezen svet, ki je tam odzunil in tukaj imamo nek resničen svet. Ampak to dvoje je nekako šlo eno v drugo skupaj in na slabšem je ostal resničen svet. V bistvu ta dejanski svet se je izgubil v tonih informacijah in tem. Ne? Tako v bistvu ta razlika je bila, kaj pomeni, en primerček na kratko, kaj pomeni simulacija tudi. Ne? Narodni park, ne? En tak enostaven primer, pomeni, da narava, ne? Mi imamo naravo. Mi zelo narava je lepa. Kaj naredimo, mi jo zapremo naravo v narodni park, rečemo, to je narava. Dejansko ta narava jo mi zaščitimo po tem pogoji, da ostane taka. Pa hkrati narava je grda, nesramna tudi, ni samo vse lepo, da mi gledamo in fotografiramo in hodimo okoli. Narava, mi vzamemo od narave vse slabo in vzamemo naravo kot nekaj lepega in jo gledamo. V bistvu jo simuliramo, tisto naravo. Zato, ker dejansko danes narava se je uničila od prejšnjih stopov že
da smo prišli do tukaj, smo že toliko uničili naravo, smo že tako nekako zaprli, da se zdi, jo že lahko proizvajamo nazaj kot neko novo naravo, ko rečemo, to je pa tista naravna narava. To je že ustvarjena, smo že mi ustvarili, da je tako čista narava. In nakratko, zdaj tukaj lahko dajem 100 primerov. Zdaj bi jaz reče pustil naprej, mogoče bo kaj zanimalo, reče gremo debatirati potem. Da reče lahko raztegnemo zadevo. Da ne bom preč dolgovezni. Da bi dal naprej, če je bilo kar toliko jasno, kako smer sem hotel povedati. Dobro, mislim, da naslednja na vrsti